Druga možnost je, da se pravi, da pač ne delajo, se pravi, da pod ceno prodajajo, ta razlika v ceni ne prinaša, da bojo svoje stroške pokrili, a ne, se pravi, delajo v svojem prostem času, a ne, če hočeš. Ali pa dostikrat je pa tudi posledica tega, da se z davkom golfa, a ne. To je pa lahko vede ali pa ne vede. In druge opcije ni. Moje mišljenje tu je še tu, da pulajo Amazona, imajo za nalašč nižjo ceno, da pridejo ljudje do njih, dobijo dobro ime, s tem pa zvišajo ceno nazaj. Ja, dobro, ampak to je začasne narave. Ti lahko znižaš ceno za nekaj časa, da boš pač... Samo da pulaš pač. Ampak spet je tako, jaz te ljudi, ki jih tako pulaš, so tudi tisti, ki jih boš najlažje izgubil. Ja, to je res. Ker ko boš ti dvignil ceno, pa boš rekel, zdaj pa rabim si stroške pokrita, recimo naša trgovina, mi rabimo samo 5% spustiti, da bo ta stranka nazaj prišla. In pač te stranke niso zveste in so prve, ki jih lahko skačejo sem pa kje. Trudent. In zdaj to je tudi do neke mere pravijo, da je zato kapitalizem za potrošnika dober, ker bo pač zaradi tega je dobil boljšo ceno. Je vsaj, v tem primeru mogoče samo 5%, ampak vseeno, če ne pa še to ne bi. One Piece si želim samo dobiti. Vseeno, po kakšni ceni, se prosim, da tisnete te karte. Ja, to je pa tudi del strategije, postovanja teh podjetij, to je naštudiran. Ne razumem, ker na Japonskem tiskajo kot sekret papir, tukaj pa jih kakor... Japonska je trg, ki je zaprt, ki je dobro pod kontrolo, ki pač enostavno je ga lahko nadzirajo. Na Japonskem je tudi tako ta mreža teh TCG trgovin, se pravi second hand je trgovina singlov je v bistvu na čist drugem nivoju kot v Evropi, mislim drugače sploh koncipirana. V Evropi je pač čez te internetne trgovine to šlo, Hard market. V Ameriki je isto, v Ameriki to ni bilo čistko, ampak je na koncu se sesul, pa je šlo spet na te internetne trgovine, in je to v bistvu spremenil tudi kako TCG-ji delujejo, in na koncev, tle je spet taka stvar, ki se redki igralci zavedajo, da so s tem, ki so suportirali te trgovine, so si zvišali ceno kart, se pravi, danes TCG igralec veliko večjo ceno za karte plačuje, kakor je včasih je plačeval, in glavni razlog za to je, ker v bistvu vsi po polni ceni karte kupujejo, plus maržo za singlece, ker so v bistvu proizvajalci dvignili, to je sploh Magic, ki to upeljal, oni so v bistvu enostavno trgovine ven odrezali, rekli so, če se pa toliko čez single market prodaja pa vse, bomo pa mi v bistvu na nek način trgovine uporabili kot distribucijske centre, smo 50% marže, ostalo bomo pa mi vzeli. In so v bistvu dvignili cene do te mere, da trgovina ne more. Pač moraš tako, se pravi, ne moreš mislim, se še zmeri lahko po polni ceni prodaš kakšen booster, ampak volumen, ki se prodaja, je vezan na ta, na te preorderje, na pre-release, in tukaj ti v bistvu kot trgovina prodaš škatle tem kupcem, ki jih pol z njimi mešetarijo po secondary trgu.